dan, lepo pozdravljeni v mojem imenu in hvala za vabilo. Danes bi vam predala nekaj tistega mojega znanja, ki sem ga nabrala v tem času, ker se tudi ukvarjam oziroma mi je kot orodje umetna inteligenca. Ker prihajam iz NUK-a, bi tu najprej opozorila na eno osebo, ki se jo nekateri spomnite, in to je dr. Mirko Popovič, kot prvi doktor informacijskih znanosti v Sloveniji in je bil ravnatelj NUK-a 10 dni zaradi prometne nesreče, kjer je potem umrl, in on je že leta 1987 napisal ta članek Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za knjižnično informacijsko znanost. Kako sem se pa jaz srečala z umetno inteligenco? Na okrogli mizi na dan človekovih pravic v Zagrebu je ena izmed predavateljic predstavila, da je ChatGPT postal orodje, ki je splošno dostopno, in tako sem tudi sama se potem zelo z veseljem lotila raziskovanja tega področja, se pravi ne le še ene tehnologije, ampak nekega orodja, ki mi pač je v pomoč pri vsakdanjem delu, ker je pač le tista, ki tudi nekje dviga našo ustvarjalnost, da recimo kakšne stvari delamo hitreje, včasih tudi počasneje, ampak jaz prisegam ob tem na to, da je pri uporabi umetne inteligence izredno nujno veliko znanja, kritičnega mišljenja in pa tudi izkušenj. Tako da brez tega, brez naše človeške presoje, vse tisto, kar, tako kot so že predavatelji rekli, halucinira, je seveda nemogoče uporabiti. Ko se je pri mojem delu, ker delam tudi na portalu, v uredniškem odboru, kot vsebinska urednica knjižničarskih novic, in kjer pripravljamo veliko prispevkov, člankov, opozarjamo na novosti doma in v tujini, se nam je pojavila dilema, kako prevesti novo pismenost. Med nami so se pojavile različne variante rešitev, no, potem pa smo se obrnili na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ki je nam pripravila razlago, kaj ta termin v slovenščini pomeni oziroma kako naj se uporablja. Se pravi, da od takrat naprej uporabljamo termin umetno-inteligenčna pismenost, ki smo ga tudi na portalu kompletno to razlago SAZU-ja objavili. Kakšen je naš odnos do umetne inteligence? En primer sem povzela iz enega dogodka OSI-LISIA in Librja, kjer so knjižničarje vprašali, kaj jih navdušuje pri uporabi umetne inteligence in kako vidijo prihodnost. Na tem dogodku so seveda vsi izrazili neko skepso in tudi zaskrbljenost. Tukaj vidite rezultate in največji je interes in pa radovednost, poleg vseh drugih, tako ob uporabi umetne inteligence, ob tem pa, kako se vidijo za uporabo umetne inteligence v prihodnosti, so pa najbolj izpostavljeni termini učinkovitost, dostopnost in seveda sodelovanje, kar so tudi že predavatelji pred mano opozorili in videli tudi tukaj eno možnost za uporabo v knjižničarski stroki. Knjižnice smo pa v tem polju, na tem področju izredno pomembne ustanove, mogoče splošne in šolske z najširšo mrežo v Sloveniji, poleg visokošolskih in specialnih, da ne omenjam seveda nenazadnje našo nacionalno, da na tem področju predvsem izobražujemo stroko in mi sami sebe, knjižničarji, ker moramo razumeti, kaj lahko delamo z umetno inteligenco, kje nam lahko pomaga,
in seveda vso vsebino, ki jo dobimo, tudi kritično oceniti. Se pravi, da je naša odgovornost do nas samih in do naših uporabnikov, da smo poznavalci in da smo tudi prenašalci naših znanj. Zato na portalu za strokovno javnost pripravljamo razne članke, objave, tudi vabljeni današnji predavatelji, da pripravite kakšen prispevek, ker je za široko strokovno javnost to zelo pomembno. In potem tudi imamo koledar dogodkov, kjer objavljamo ne samo naše dogodke, naše tečaje, spletne konference in seminarje, ampak tudi tuje. Tako da tudi danes je bil že pri prvem predavatelju omenjen en dogodek, ki smo ga tudi že zaznali in uvrstili v koledar dogodkov. Marsikaj od tega je brezplačnega, tako da se lahko, in tudi spletno dostopnega, da se lahko marsikdo tega tudi udeleži. Portal promoviramo preko Facebook skupine za vse knjižničarje, se pravi namenjene je strokovni javnosti, in pa potem tudi preko knjižničarskih novičk v vaš poštni nabiralnik je ravno danes prišla pošta, kjer smo opozorili na nekatere pomembne prispevke. V okviru NUK-a izvajamo tudi izobraževanja, razne dogodke, in eden izmed takih odmevnih in z veliko udeležbo dogodkov je bil tudi spletni seminar Praktična uporaba umetne inteligence v knjižnicah, ki je še vedno dostopen tudi na tej spodnji povezavi. Tako da, ko te prosojnice dobili, lahko tudi si pogledate ali pa na naši spletni strani poiščete. To je bilo soorganizirano v sodelovanju z IFLO in so sodelovali tudi naši slovenski predavatelji. Potem smo zaznali tudi v samem oddelku IRIS, da so izobraževanja strokovne javnosti zelo pomembna, zato smo tudi pripravili tečaj uporaba orodij umetne inteligence v knjižnicah. Bilo je že 5 ponovitev, 82 udeležencev. V naslednjem letu tudi nameravamo pripraviti tako na osnovnem kot na naprednem nivoju tečaje, tako da za vse, ki so želeli znanja, lahko se udeležite naših tečajev. Kje pa jaz recimo uporabljam umetno inteligenco? Tu imam nekaj primerov naštetih. Tu imam tudi označeno, kje smo Slovenci v uporabi umetne inteligence na tem spodnjem delu, če lahko rečem, novoletne smrekice, teh krogcev zastav. Kaj pa je seveda zelo pomembno, ko umetno inteligenco uporabljamo? Predvsem ta poziv, to vprašanje, ki ga zastavimo, zato da dobimo tudi potem ne ravno samo halucinacije, ampak tudi pametne odgovore. Na nekem tečaju pred časom sem prvič slišala to trditev, da neumno vprašanje nam da neumen odgovor in pametno vprašanje nam da pameten odgovor. Se pravi nekaj, kar se razlikuje od tega, kar smo do zdaj splošno vsi imeli za pravilno, se pravi ni neumnih vprašanj pri umetni inteligenci, ker ni človek, pa pač je to zelo pomembno, kako so ta vprašanja zastavljena oziroma pozivi. Samo na hitro bom omenila eno orodje, ki ga uporabljamo, to je POV. Zakaj se mi zdi uporaben? Zaradi tega, ker uporablja več različnih aplikacij in ne samo, da ti ustvari recimo nek seminar, neko navodilo, karkoli, ampak ima spodaj še primere dodatnih podvprašanj, ki te opozorijo na nekaj, na kar nisi pomislil, ko si recimo pripravljal karkoli. Tu sem dala pač primer priprave izobraževanja za knjižničarje na temo umetne inteligence. No in potem bom tu samo preletela, kaj vse je odgovoril, kaj vse je pomembno, se pravi za samo merjenje uspešnosti, in potem še recimo drug dodaten poziv, ki je bil, kateri so najpogostejši izzivi pri usposabljanju knjižničarjev o umetni inteligenci, in je tu zopet na snu kar nekaj, na kaj vse je treba biti pozoren.
In potem, ko sem pa še dala pač za potrebe tega referata, drugače delo je popolnoma moje, brez uporabe umetne inteligence, sem vprašala tudi ali je umetna inteligenca prijateljica in sovražnica. Podal mi je 4 odgovore za kaj pomeni kot prijateljica in 4 kot sovražnica in potem tudi podal nek zaključek. Kateri so vsi izzivi, s katerimi se srečujemo, ne glede na to, ali nam je sovražnica ali prijateljica. Od zagotavljanja zasebnosti, varnosti podatkov, identitete, algoritmov ponarejanja vsebin, maščevalnih napadov, transparentnost, etičnost, vse to so pač neki izzivi, ki jih je omenila predavateljica na konferenci v Atenah letos in še nekaj je dodala, da je umetna inteligenca kot jedrska tehnologija. Se pravi, je koristna, ampak v napačnih rokah tudi lahko privede do nepopravljivih posledic. In še nekaj izjav, da je kot ogenj, ki nas lahko ogreje ali pa tudi zažge. Kar se mi zdi pa najbolj močna izjava, je pa to, da je umetna inteligenca tista, ki bo povzročila največji digitalni razkorak. Vsi se spomnimo korone, vsi se spomnimo, kako smo bili nebogljeni, nismo znali uporabljati Zooma, nismo znali uporabljati vseh tehnologij, da ne govorim o naših uporabnikih. To so bili pa tisti, ki so bili še bolj bosi doma zaprti in niso mogli uporabljati ne Zooma, ne digitalne banke, spletne banke in tako naprej, predvsem mogoče populacija starejša, pa tudi otroci pri šolanju na daljavo. Tako za zaključek, tehnologija nas lahko podpira, krepi, ampak brez človeka seveda ne gre. Zato sovražnica nam je vsem tam, kjer nečesa ne razumemo, se potem tega tudi bojimo in zato je to lahko tudi neke vrste katastrofa, če se temu izogibamo. Se pravi, da knjižnice moramo razmisliti, kako bomo usposobili sebe, nas najprej, potem pa še naše uporabnike, da bomo ta znanja znali prenašati. In je pa po drugi strani tudi zlata doba dostopa do znanja in kot je že predavatelj pred mano omenil, tudi neke vrste, nova vrsta globokega iskanja. Zato za čisti poudarek, brez človeka, brez izobraževanja in kritične rabe nam je lahko sovražnica, z vsem tem pa prijateljica. Hvala lepa.